Dobrodošli v oddaji Preprosto o odnosih. Sva Urška in Luka in danes bomo govorili o terapiji. Pa Luka, zate eno zelo pomembno vprašanje. Mene zelo veliko ljudi sprašuje, Urška, pa kako v bistvu izgleda terapija? Kaj v bistvu je to, kar ti delaš? S čim se ti ukvarjaš? A posadiš ljudi na kavč, tako kot vidimo na televiziji, ali analiziraš, ali kaj govoriš z ljudmi, ali si tiho in ali si delaš zapiske. Pa bova rekla, dajva mogoče res na kratko osmisliti oziroma ovrednotiti, kaj lahko sploh en klient, ena oseba, ki potrebuje terapijo, kaj lahko pričakuje, ko pride na terapijo. Se pravi, tudi jaz dobim veliko teh vprašanj, najprej da to odgovorim, in kaj vi sploh delate tam, Ja, nekako, če posplošimo vse, kar si rekla. Najprej, da klienti, kakorkoli, ko pridejo, da se zavedajo, da mi skušamo ustvariti, da je to res njihov prostor, da je to prostor neke varnosti in sočutja, kjer lahko govorijo o vseh zadevah, kjer mi ne rinemo v neke stvari, če je njim neprijetno o teh zadevah govoriti. In da lahko ne samo odložijo kakšne zadeve, ampak da mi skušamo poiskati rešitev za to problematiko. Pa tukaj ne govorimo o tehnični neki rešitvi, ampak vedno na nekem malo globjem odnosnem nivoju. V bistvu mi terapevti nimamo načrta, kaj bomo z ljudmi Točno počeli. In mi sprejmemo vsakega posameznika, torej vsakega klienta, kot jih mi imenujemo, takšnega, kot je, z vsem tem, s čimer pride, s kakršnokoli težavo pride. Ali je to zasvojenost, ali je to, ne vem, partnerski odnos, konflikti, problemi v starševstvu, iskanje samega sebe. Karkoli je, za tistim materialom oziroma za tisto vsebino mi delamo in mi nimamo recimo, ne vem, nekega lista ali pa checklista, da bi rekli, da je postopek nek, da bi si zapisovali, da bi izpolnjevali. Tako, in nimamo vnaprej določenega sistema, to temo smo obdelali, to temo smo obdelali. Ne, delamo z tem, kar prinese posameznik. In jaz vedno se včasih malo pošalim z klienti in rečem, pa če bova midva govorila danes o vremenu, bova se pa pogovarjala o vremenu, ker je to mogoče vam v tem trenutku pomembno. Želimo izhajati iz klientov samih, kaj je v njihovem trenutku, v njihovem življenjskem obdobju, v tem trenutku najbolj pomembno. Ves čas bomo pa iskali bomo pa iskali, recimo ta primer, vreme, je treba govoriti o vremenu. Bomo naslovili, zdaj čas za te zadeve, da mi govorimo o nekih drugih stvarih. Je treba vedno vedeti, raziskovati, kaj se dogaja s čustvenem svetu posameznika. In še ena stvar, ki bi omenil, ki si prej omenila, mi vzamemo seveda karkoli pride skozi naša vrata. Ampak je pa pomembno, da smo dovolj strokovni, da vemo, da ko gre za kakšne hujše duševne motnje, težave, shizofrenija, huda depresija, se ponavadi take pride na terapijo, da je dovolj funkcionalen, če se ravno dotaknemo depresije, da je dovolj funkcionalen, da lahko upravlja depresijo, ampak načeloma, če gre za kakšne duševne težave, mi napotimo naprej na psihiatrijo, da dobijo medikamente, ki jih nujno potrebujejo. Sploh, če je kakšno samopoškodovanje, samomorilnost, da si poiščejo nujno potrebno pomoč. Ker terapija je predvsem namenjena za te, ki so dovolj stabilni, da lahko mi zdaj raziskujemo vzroke za neke težave. In njihov notranji čustveni svet. Zakaj? Zaradi tega, ker po domače povedano kopati po naši preteklosti je včasih izjemno boleče. In je potrebno, da smo posamezniki oziroma da so posamezniki dovolj čustveno stabilni, da lahko gremo z njimi čez te valove in čez te preteklosti, čez te pretekle izkušnje. Zakaj? Enostavno zato, ker včasih so izkušnje toliko močne, da lahko posameznika preplavijo. In lahko se zgodi, da
oseba doživi panični napad, tekom terapevtskega procesa, in zato je potrebno, da, tako kot si zelo dobro omenil, razmejitev tudi pri terapevtu samem, kje jaz lahko z svojim terapevtskim delom pomagam človeku, kdaj pa se moje sposobnosti zaključijo. In če sem jaz dovolj usposobljena, da prepoznam, da mogoče nekdo potrebuje medikamentozo, torej da uredimo notranje psihični svet, torej organski svet posameznika, je tukaj ključno, da res usmerimo na prave ljudi, na prave strokovnjake, ki bodo na najboljši možen način lahko pomagali temu klientu. In če se smem navezati na ravno to, kar si prej omenila, si rekla preteklost in ta čutenja in izkušnje, ki so jih imeli. Pogosto tudi slišimo, jaz točno vem, kaj se je z mano dogajalo, doma. Jaz vem iz česa sem, pa kam mi to zdaj pomaga, če bomo mi zdaj tukaj brskali po teh zadevah. In to je tako izjemno dobro vprašanje, ki ga dajo klienti. Sej, jaz sem to pač preživel in zdaj sem kle in je to, jaz vem, kaj je z mano bilo. In jaz sem vse preživel in če lahko sem to preživel, potem lahko vse preživim. In potem lahko vse preživim in zdaj mi ne bo nič pomagal, če bom jaz vrtal po teh zadevah. Ampak, kot sva govorila, mi govorimo tukaj o čustvenem svetu. Nam je pomembno, kaj je tam vse bilo bolečega in da te rane še zdaj bolijo danes. Pa sploh ne vemo, mi lahko vemo, kaj se vse dogajalo z nami, ampak rana je pa še zmeraj tam odprta. Da je tam še zmeraj neka globoka žalost, recimo, ki je bila zadana, in kdaj bomo mi lahko spustili te solze, da bo očistile to rano. In terapevti smo tukaj zato, da pomagamo posamezniku ga voditi čez te svoje spomine in ga voditi ali pa mogoče v prenesenem pomenu držati za roko. Tako, ne direktno, ampak tako metaforično, da stopamo ob njih, da niso sami in da se ne rabijo sami z vsemi temi težkimi čutenji soočati. In mi na terapiji ne čaramo, ker jaz sem tudi dobila že en komentar, da mi vidimo v prihodnost, da gledamo skozi ljudi, ampak ne, gre samo za to, da človek, ki je v stiski, pride po pomoč, da v tej stiski je razumljen, da ni sam in da je spoštovan v tej svoji stiski. In mi nič ne delamo na mesto ljudi. To se mi zdi zelo pomembno, ta odgovornost. Ker včasih pridajo ljudje in rečejo, pa jaz sem pa mislil, da ko pridem na terapijo, da bo pa že kar moje življenje drugačno, da se bo kar nekaj spremenilo. In sem enkrat enega gospoda vprašala, ok, gospod, koliko ste pa vi naredil enih sprememb pri sebi tekom terapevtskega procesa? In je rekel, ja, nič, Sem rekla, ok, koliko težko je pa zdaj, ali pa ironično je pa zdaj pričakovati, da se bo nekaj zgodilo. Hočem povedati, da nismo terapevti tam, da bomo delali spremembe na mesto ljudi, ker to ni naša odgovornost in naša dolžnost. Ampak tukaj smo, da spodbudimo ljudi, torej kliente, da naredijo nekaj drugače, da prestopijo nek vzorec in da jih mi spodbujamo k temu, obenem pa pazimo, da ne padajo preveč. In če damo to v prispodobo, ki jih imam jaz zelo rad. Oba jih imava zelo rada. Ja, ker dati v sliko, tudi vse te čustvene zadeve, ki se dogajajo, nekaj popolnoma drugače, kot pa resnično začutiti in vse to. In če damo na sliko, klient postopa po neki poti, recimo gozdni, in mi smo ob njih. In ko pridemo do križišča, on pove, v katero smer. Točno tako. Tja? Ok, gremo tja, gremo skupaj tja. Tudi če mi vemo, da je na tisti poti nevarnost, ampak gremo tja skupaj, da bomo šli čez to nevarnost. Ker oni pridejo tudi po neko izkušnjo, klienti, in to je po nek odnos. In odnos je pri nas izjemno pomembna stvar. Kot si lepo omenila, da je spoštovan v vseh svojih zadevah, da je slišan, ker mi sprejemamo, kot na začetku povedano, vse, ne glede na spolno usmerjenost, versko prepričanje, vse, ker mi raziskujemo njihovo doživljanje in njihov čustven svet. Zdaj, da se razume, ko govorimo o nasilju in teh zadevah, mi postavljamo meje.
Ni tako, ja, ste nasilni, v redu je. Ne, absolutno ne. Je etični kodeks, ki tudi nas zavezuje, da se obrača v pravo smer, ampak so pa tudi storilci, ki pridejo, so sprejeti. In ja, Ja, in ravno to, kar si omenil, ker če ne bomo spreminjali tudi tistih ljudi, ki recimo po laičnem mnenju si ne bi zaslužili ene take obravnave, kako bomo spreminjali svet? Pa je to zdaj malo tako napihnjeno se sliši, ampak če imamo nek konflikt, recimo tako kot si izpostavil nasilje, ja, potrebno je delati z obema, in z žrtvijo in z storilcem. Zakaj? Ja, nekdo mora temu storilcu povedati, da je to, kar počne, ni okej. In mogoče je to ravno ena taka priložnost, da človek, oseba pogleda vase, in vidi, kaj je, kaj dela narobe, kaj si želi, po čem hrepeni. Da recimo lahko terapevtski proces resnično steče, gladko je prav zato izjemno pomembno, da se čuti klient začutenega, in da čuti, da je to njegov prostor. Ne glede na to, storilec, žrtev, mora on se počutiti varno, da lahko podeli vse te stvari. Pa tudi v tem prostoru pride do ogromno enega strahu in je težko podeliti, izjemno težko, seveda. In da se ve, da mi nimamo vseh odgovorov in rešitev, ampak da jih imajo klienti v sebi. Oni točno vejo, po kateri poti, pa še sami ne vejo, in potem skupaj odkrivamo. Vse odgovori so v njih, tako kot ta problematika, s katero pridejo. Mogoče se te zadeve, o katerih se pogovarjajo, slišijo kar malo abstraktno, pa zdaj kaj to zdaj pomeni, neka čutenja pa preteklost. Ampak priti v stik z nekim čutenjem, ki je tam zakopano, to je nekaj najbolj katarzičnega, ki lahko resnično spremeni vaše življenje v vseh pogledih, in način vašega delovanja, vaših misli, vaših odnosov, in da res zaživijo z nekim novim mirom in neko novo izkušnjo. To je naš cilj. Načeloma vsi pridejo pomirno, mislim, po razrešitev te neke problematike, in da so lahko pristni in iskreni in trdno, da se počutijo in da vejo, kaj se z njimi dogaja. Tega je zelo veliko tudi, ne. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da posameznik, ko pride na terapijo, da začuti, kdo on je. Ker zelo veliko primerov imamo, ko so ljudje zelo izgubljeni in nima več svojega smisla, ne vejo, kaj zasledovati, ne vejo, čemur bi sledili. V megli so, pa kompas jim ne dela. Točno to. In ne vejo, kam hodijo, in tja, kamor hodijo, so ovire, pa mine po tleh. Absolutno. Ja, takšen je občutek. To, da se lahko en posameznik postavi na noge, je že to zelo velik uspeh. Ja, in že to, da pridejo recimo na terapijo, je že polovica bitke. Mi rečemo včasih, že ta odločitev, zdaj bom pa jaz nekaj naredil glede tega. Wow. Ja, se mi zdi, da se lahko navežem z enim primerom. So mi povedali, ja, mi smo pa pol leta zbirali pogum, da smo vas sploh kontaktirali. Ja. In si tako, recimo, terapevti, si mislimo, pa dobro, saj to ni nič takšnega, ampak to je izjemno, izjemno pogumna stvar. In odločiti se za terapijo, to ni za šibke, jaz pravim. Samo močni ljudje se odločijo za terapijo. Zakaj? Ker mogoče zavestno, pa tudi podzavestno vemo, da tam ne bomo govorili o filmih, o družbi, ampak bomo govorili o sebi. In za marsikoga je lahko to preboleče še. In tisti ljudje, ki pridejo na terapijo, ki želijo govoriti o sebi, o svojih občutkih, so izjemno, izjemno močni, ker soočiti se sam s sabo, jaz pravim, za svojimi demoni, to moraš biti zelo trden in zelo prepričan, da veš, kaj je tvoj cilj, in biti odločen v bistvu. Ja, ker pridejo z neko odločnostjo, da bojo oni zdaj sebi pomagali. In če smem prav na to navezati, če boste kadarkoli potrebovali, pa se začutite, da potrebujete nekoga, da ne morete sami čez neko zadevo, ste lepo dobrodošli, da si poiščete pomoč, in bova tudi dala v opis spodaj, kam se lahko obrnete v teh
v teh situacijah. Absolutno, In ker dejansko terapija je moč, a ne, in pridemo po moč, a ne, še večjo moč, a ne. In vedno jaz rečem, dajte narediti korak. Čeprav mi vedno rečejo klienti, a vi veste, koliko težko je to narediti, pa koliko lahko je to reči. Ampak, če imamo eno vizijo, če imamo eno željo, če imamo željo potem, da nekaj spremenimo, da nekaj naredimo drugače, da smo boljši ljudje, da si želimo boljših odnosov, potem dajmo to narediti zase, ne za druge. Ne za eno mamo tam, ki je bila včasih, pa je ni bilo. Ne za enega očeta, ampak zase, za svoje odnose zdaj. Ker preteklosti ne moremo spreminjati, to je dejstvo. In mi niti na terapiji ne želimo spreminjati preteklosti, ker je ne moremo. Lahko pa spremenimo sedanje odnose in odnose v prihodnosti. Na tem mestu vas povabiva, da če so vam najine vsebine dragocene, če začutite sebe, če najdete sebe v teh vsebinah, če vam je zanimivo poslušati te vsebine, ste vabljeni, da napišete v komentar želje, kakšne teme bi vi želeli poslušati, o čemer sva midva govorila premalo, pa bi vi želeli vedeti še več. Vabljeni, da napišete v komentar, kakšne so tiste teme, katere bi vas nagovorile. Vesela bova, če boste tudi dali kakšen všeček ali pa delili to vsebino, če vas pa zanimajo še kaj na najine teme, ste pa lepo vabljeni tudi k ogledom drugih posnetkov. Hvala in se vidimo prihodnjič.